Na splošno pravimo, da to je ena slovenska tradicija čebelarstvo. Tu smo zelo bili močni, seveda zdaj te zadeve se malo opuščajo, ampak moram reči, da na tem našem področju, ki ga pokrivamo, to naše društvo Sveta Trojica Lenart, moram reči, da nam skoraj postopoma narašča to število ali pa stojimo nekje, nekdo opusti, pa se spet novi pojavi. Prej je pa skoraj bilo na vsaki kmetiji, najprej so bili koši, potem se je pojavil ta sistem Duneča na premično satje, kajti takrat je bilo malo denarja in ljudje so pravzaprav med uporabljali za sladilo, tako da je to bila skoraj normalno, da je bilo pri hiši nekaj košev. Mi smo se odločili za kelerje, pa predvsem iz enega razloga, za prevažanje je zelo dober. Dovolj zraka se pri njih dobi, ne pride do zadušitev čebel. Tudi delo pri njih je morda malo bolj mirno, kot pri drugih panjih. Tudi donosi medu so lahko zelo dobri, glede na to, da so panji večji in je tudi večje število čebel prisotnih. Za samo točenje je zelo fajn, ko te kasete poberemo, se lahko zložijo v avto, odpeljajo. Ni skladiščenje enostavno teh satov. Pri njih se pridobiva tudi bolj kvaliteten med, zato ker je pridobljen iz deviškega satja, kajti matica v mladišču nikoli ne zalega, ker so celice v bistvu pregloboke in z zadkom ne dosega dna. Danes, ko vedno bolj govorimo o zdravi, ekološko pridelani hrani, je verjetno ta panjski sistem edini, ki lahko to zagotovi. Zdrav med, če govorimo o prehrani. Moram pa reči, da so se zadnja leta pa razmere za paše, za čebele izredno poslabšale. Ni več teh detelj, ni struktura, trav se je zamenjala. Se spomnim, ko še oče čebelaru sva na Kankolah, smo rekli, nabacala nekaj panjo, pa sva v Šetarovo pelala, ko je bila otava, ko je cvetela detelja. Potem se je tudi ajda sejala, danes praktično tega ni nič več. Ker se vedno več uporablja teh kemičnih sredstev in celo strupenih kemičnih sredstev v poljedelstvu. Poglejte, za herbicidi so celo vrsto plevelov smo uničili, ki jih ni, ki so včasih čebele nabirale med. Danes pa tega ni več. Je pa vprašanje, kako se zaščititi, pridelati večji pridelek na račun kemije, pa ohraniti tudi čebele. Tu bo verjetno še veliko treba narediti na eni in na drugi strani. Zadnji čas se veliko govori o teh pomorih, sploh sedaj v Prekmurju. Vsekakor so to krivi določeni strupi, ki se uporabljajo v kmetijstvu za špricanje teh škodljivcev na koruzi ali na oljni repici ali na pšenici. Mislim, da so tudi te države od Madžarske ali pa Hrvaška še prisotne, ko se te zadeve lahko kupijo. Morda v Sloveniji so že prepovedani, tam še vedno obstojajo. Vsekakor bi se pa morali kmetje zavedati, da se naj zgodaj zjutraj ali pa zvečer bolj pozno škropi, ker takrat čebele ne letijo. Če pa že škropijo čez dan in je nekje prisoten kak kontejner s čebelami, se pa naj obvesti, recimo, da jih lahko zapremo. Komot zjutraj zapremo, oni lahko svojo špricanje opravijo in ne bo za nobenega škode. Drugače pa izogibamo se pa tudi, da bi vozili v takšna področja, kjer se to bolj ali manj dogaja. Ker spada čebelarstvo pod zakon pod živinoreje, kajte to so pač drobne živalce in smo v tistem zakonu, nekaj let pravzaprav nismo imeli nobenih koristi od države, če tako rečem. No, potem zdaj nekaj let nazaj smo potem dobivali za matico, za zamenjavo matic, neko nagrado bi lahko rekli, ali pa neko odškodnino. No, tudi to se je ukinilo nekaj 2 leta nazaj, menda ni bilo nič, no danes pa je spet možnost, da predvsem tisti, ko pričnejo čebelariti, da dobijo določena sredstva, seveda mora to upraviti, prijaviti. Žal pa teh sredstev ni veliko, letos je bil primer, ko se bila razpisana, tako da je že po nekaj dnevih praktično zmanjkalo teh sredstev, ki so bila razpoložljiva in bi se naj ponovno zagotovilo nekaj dodatnih sredstev. Zadnje čase so dali zdravila za odstranjevanje varoje, za preprečevanje varoje, drugače pa ni neke posebne pomoči. Ker bi jaz rekel, da se skoraj še premalo zavedamo pomembnosti čebele v naravi. Poglejte, če ne bi imeli čebel, tudi nimamo hrane. Od sadja, vse prej, če pogledate, bi bilo dosti manjši pridelki, kot so pa danes. Ponekod v Evropi ali pa po svetu se že pojavlja pomanjkanje čebel
in so tudi pridelki dosti, ponekod celo za 50% manjši. Tako mi kot rastlinstvo smo odvisni od čebele, kajti če seveda ne bo tega opraševalca, ki je praktično skoraj edini, spomladi pa tudi poleti, pol dejansko ni nobene garancije, da bo lahko to vse skupaj obstojalo. Tradicija pri nam je res že zelo dolgo nazaj, saj je že bil moj dedek, celo pradedek z koši čebelarjev, potem dedek z Ažje panje, potem oče naprej z kerarje. Tako sem tudi jaz pri teh ostal. Upam, da bomo tudi sina in vse ostale pridobili, da bo ta tradicija nekako šla naprej. Je pa res, da v Sloveniji kar zaživljajo ti mali čebelnjaki iz nekakve ljubiteljstva ali kakorkoli, je dost tega. 49. leta sem se oženil in sem tudi začel čebelariti. Varoja največja razlika. Po drugi strani pa to gnojenje, pa to in ni več tistih rož, ko so nekdaj bile. So ajde bile, smo točili na ajdah, in ni trebalo krmiti, če je ajda bila. Zdaj pa ajda ni več zaradi tega, ker je to umetno gnojenje. Spomladi je prvo regrat, nadaljuje se seveda potem oljna repica, potem je akacija, trenutno je pri nas v cvetenju lipa in pričenja kostan, hoja smreka. S čebelami je kar precej dela, ker moraš biti, vsaj v spomladanskem času moraš biti tedensko prisoten pri čebelah. Pregledati, kaj se dogaja v čebelji družini in urediti tako, da pač ne boš ljubil roja po veji in da ga širiš družino, dodajaš satovje, da se razvije do tistega maksimuma, ki ga rabiš za pašo. Če hočemo postaviti čebelnjak, zdaj seveda, če nimamo svojih površin ali pa da stanujemo nekje v naselju, seveda tam je potem vprašanje, kajte treba pa je le upoštevati sosede, da ne bi bilo problemov, potem da se tudi na manjših površinah, ampak potem je treba ali neko nasade okrog naprave, da se čebele dvignajo, grejo preko tistega nasada. Drugače, bom rekel, zakonskih omejitev ni v tem smislu, bolj gre za to, da je odnos s temi ljudmi, če sedi v naselju, če pa je zunaj na podeželju, potem pa tako ni problema. Poleg čebelarstva je glavni naš poklic je v bistvu mizar. In smo si zamislili, da bi izdelali eno takšno zadevo, eno komoro ali kakorkoli drugače. Namenjeno je pa za dihanje čebeljega zraka, ko se uporablja za zdravljenje pljučnih bolnikov. Primerno je tudi za vse splošno dobro počutje človeka, ko danes živi v stresu in če nekako nekaj ur prebije v takšnem prostoru, v tem zvoku melodiji čebel in v tem zraku, ko se da tudi dihati, se seveda dosti bolje počuti in bolj zdrav postaneš. Vsak, ko hoče iti, se boji ali alergičen, kakorkoli lahko dobi obleko zaščitno, od znotraj ni stika z čebelami, zato ker so vse zamrežene. Čebelarji v glavnem prodajajo med vsak zase. Druženja, kakršno je bilo na domačiji Zarnec, pa izkoriščajo za izobraževanje o novih težavah in zdravilih zanje. Vsi pa enotno obsojajo pomore čebel, katerim smo bili priča v zadnjem obdobju. Da grejo ljudje za strupe čebela namensko, mislim, to ni izraza, da bi lahko tem človeku rekel, kaj pravzaprav, kaj mu je ta čebela napravila.